Šepet Izole. Ponovno lepo pozdravljeni v Šepetu Izole, izolskem podcastu, kjer odkrivamo zanimive osebe, izolane, izolanke, zgodbe in res izjemne lokacije, kamor lahko pridete in v njih preživite nekaj dni tudi vi. Danes se bomo podali v en kreativni svet. Z nami je namreč mlada ustvarjalka, oblikovalka in ilustratorka Žana Šuran. Žana, lepo dobrodošla. Živijo, hvala. Kako si? V redu. Kaj pa ti? Jaz sem tudi v redu. Super. Si pripravljena na akcijo? Se veselim te izkušnje, bo nekaj novega zame, tako da lahko kar zaštartamo. Ok, dajva zaštartati z eno hitro igrico This or That, to ali ono. Super. Poznaš? Ja. Poznaš? Bom jo prvič igrala na tak način, tako da ful zanimivo, no? Ok, ajde, kar zaštartajva. Skicirka ali iPad? Oboje. V bistvu Oboje. zadnje cajte bolj skicirka, na kar sem ful ponosna. Sem se dosti časa izogibala analognemu delu in zdaj sem padla nazaj not in sem ful vesela. Drugače pa iPad oziroma tale grafična tablica je del mojega vsakdana skoraj. Ok, ravna linija ali packa? Ravna linija, ja, definitivno. Geometrija, red mora biti. Črno-belo ali barve? Tudi oboje. Zadnje cajte zelo uporabljam tale črno-beli kontrast v končanih delih. Je pa to tudi dobra tehnika za zaštartati in potem pač dodaš barve tej črno-beli risbi in jo nekako daš na drugi nivo. Ok, raje ustvarjaš po noči ali po dnevi? Raje ustvarjam po dnevi, sem bolj jutranji tip. Je pa res, da mi moj urnik dovoljuje ustvarjanje takšno šele pozneje v dnevu. Kaj pa knjiga ali kakšna serija, film na Netflixu? Se trudim čim več brati oziroma čim manj gledati serije. Zadnje cajte imam ful rada te audiobooke, ker mi je nekako opažam sama pri sebi, da se zvečer težko koncentriram s knjigo, pa mi je audiobook taka lepa srednja pot. Preden se podaš v sen. Ja. Ok, še eno, glede na to, da si izolanka, da vidimo, koliko si tudi lokalpatriotka. Ojoj. Izola ali Ljubljana? Definitivno Izola. To je bilo pa direkt, brez razmišljanja. Okay. Mislim, študirala sem v Ljubljani in Ljubljana ima sigurno svoje pluse in minuse, ampak Izola je, ne vem, tle sem doma, poznam več ljudi, so mi bolj prijetni. Ravno, levo, zdaj smo te malček čisto tako na grobo spoznali. Če bi se pa mogla recimo opisati z nekimi 3 vizualnimi elementi, dajmo reči, ki jih tudi uporabljaš skozi svojo umetniško izražanje, kateri 3 bi to bili? Jaz bom rekla tako, že od srednje šole, ko sem začela razvijati to mojo umetniško pot, sem opazila, da se rada izražam s figuro, s človeško figuro, kar me spremlja še zdaj. Živali in v bistvu tako bolj tako, bi rekla, domače okolje, bolj interjer, za razliko od ne vem, kakšne pokrajine in tako. Ok, tvoja v bistvu umetniška pot, dajmo reči, je še relativno mlada. Obstaja kakšen projekt, recimo, na katerega si še posebej ponosna ali pa te še posebej zaznamoval? Projekt, zdaj v zadnjih nekaj letih sem bila kar aktivna na tem področju in sicer en od večjih je bil ravno tale za Visit Izola. O tem bomo malo kasneje kakšno več rekli. Dobro, super. Pol je bil en velik projekt tudi tale razstava, ki sem imela na temo Tartinija, ko je bil, mislim, da leta 2022, obletnica, torej Tartini 330.
in sem imela razstavo v Tartinjevi hiši, ko sem v bistvu naredila serijo ilustracij o njegovem življenju. To je bil zelo lep projekt. Potem lahko omenim še v bistvu Bienale neodvisne ilustracije, na katerem sem predstavljala svoje delo leta 2023. Ja, te letnice. No. Zadnje cajte prav. To in še ena zadeva, ki lahko omenim, je tudi festival erotične ilustracije, ki se kliče Velvet, ki se pa odvija v Celju. Wow, to se pa sliši res zanimivo. Ja, to je tako, ne bom rekla, da mi je ta tematika zelo blizu, je tako malo pikantna, da mu rečem, ampak me je organizatorka našla preko socialnih omrežij in sem pač ustvarila zdaj že drugo leto prav na to temo specifično in je zelo lepa skupinska razstava. Letos so jo predstavljali tudi v Kranju, tako da zelo lep projekt. No. Zanimivo, si lahko kje pogledamo te umetnije, ki so nastali v sklopu tega projekta? Ja, to imam na mojem Instagramu, čisto gor na vrhu. Ime Instagram profila tvojega je? Ja, jaz mislim, da če se poišče Žana Šuran Illustration, bi moglo iti, če ne pa Illustrating Zana. Lahko pa tudi preko moje spletne strani zanasuran.com. Tam lahko verjetno vsa tvoja dela spremljamo, a ne? Tako, ja. Dobro, zdaj se pa vrniva malo v čas tvojega otroštva, ko digitalen svet še ni bil to, kar je danes. Nekaj slučajno. Predstavljam si, da si porabila en kup papirja in zvezkov in da si verjetno zelo obsedeno risala cele popoldneve, večere. Je bilo to res ali je to samo moja domišljija? Mislim, da še zdaj imam vse te risbe, skice in študije iz srednje šole, iz faksa na tistih velikih pak papirjih. Še zdaj imam to spravljeno nekje. To moram v bistvu malo iti skozi pa kaj spucati. Če ne se to samo nabira, ampak je pa lep spomin, no, in to nam je vedno ta profesorica v srednji šoli govorila, nič ne metati stran, ki pol je ful lepo videti, kako se človek uči in razvija svoj slog, svoje znanje, v bistvu risanje figure je lahko zelo zahtevna zadeva, ne. Ali pa preprosto stol v perspektivi. No comment. Tako da ja, je bilo dosti analognega dela in sem šele kasneje, zelo kasneje, tudi še po faksu sem v bistvu začela digitalno ustvarjati. Kaj pa so te starši odvedno podpirali v bistvu pri tvojem umetniškem udejstvovanju že kot otroka? Ja. Tega nisem nikoli začutila, da bi to bila neka smer, v katero so me hoteli odmakniti. Umetniki so tradicionalno bogi ali kakorkoli. Revni. Sploh ni res revni, ja. Sem dobila dosti podpore, ja. Ni bilo nikoli nobenega problema, kar se tiče tega. Mislim pa, da je bilo zelo jasno, da je to nekaj, kar si želim, ker ko je bilo treba zbirati srednjo šolo, sem se odločila med umetniško gimnazijo Koper in jezikovno gimnazijo Koper, oziroma kaj Evropska, se mi zdi, se kliče. In ko sem videla, da ima Evropska samo 1 uro likovnega pouka in samo to v prvem letniku, sem se začela jokati. To je ful sramotno za povedati, ki sem že precej, mislim, koliko? 15 let, ampak res, mi je veliko pomenilo. No. Si šla potem na umetniško gimnazijo? Yes. Ja. Kako je bilo odraščati v Izoli v teh letih, dajmo reči mogoče najstniških? Tako, mislim, niti ne vem, kako bi opisala, zelo, mislim, kako bi rekla, zelo mirno, brez nekih velikih posebnosti. Jaz sem vedno živela malček izven mesta, tako da lahko rečem, da sem bila malo izolirana od vseh tako sošolcev, prijateljev in pač vse, kar se je dogajalo bolj v Izoli. To mi je malo manjkalo. Sem pa zato toliko bolj rada preživljala čas za nekim zvezkom, papirjem, svinčniki, flomastri. Pa se ti zdi, da je to okolje na nek način spodbujalo tvojo ustvarjalnost? Mislim,
Zdaj, tako ko razmišljam, recimo, če primerjam osnovno šolo, ker sem bila uspešna pri likovnem pouku, naprimer, ne, sem se počutila podprta, da je to nekaj, kar so me spodbujali k temu. Ne. Tako, to mi je bilo super. Ne. Takrat sem tudi v bistvu ugotovila, da ker sem dobra v tem, to me je začelo pol tudi zanimati. Ne. In veseliti. Ja. En spomin imam, ki v bistvu smo imeli za nalogo, prav osnovna šola, mislim, da sem bila 5. razred, smo imeli za nalogo za narisati istrsko hišo. In jaz sem pač, ker je to bilo eno tako okolje, ki ga poznam, ne? Torej sem narisala lepo hišico z temi kamni, prav ne, kamnito, pa tlak spredaj, pa mačka na oknu, pa rožice na okenski polici in tako naprej. In so bili vsi ful navdušeni. In mislim, da je še zdaj razstavljena v osnovni šoli. Kako lepo. In še to istrska hiša. Ja, prav tako, ja. V bistvu svojo pot si potem izobraževalno nekako nadaljevala na Akademiji v Ljubljani. Je bil to nekako naraven prehod zate? Ja, v bistvu zelo naraven. To so mi tudi predlagali moji mentori, profesori na srednji šoli. In sem se vpisala, sem bila zelo prestrašena, kako bodo šli sprejemni izpiti. Ampak na koncu mi je ratalo, da sem bila sprejeta z, če se ne motim, 91 točkami. Bravo. Prav, ja. Ampak smo bili vsi tam v 90-ih, tako da ni tako impresivno. Sliši se zelo impresivno, tudi če ni. Ja, in v bistvu zanimiva stvar, ki sem prav želela izpostaviti, jaz sem se počutila po moji izkušnji v srednji šoli, se je potem izkazalo, kakšna je dejansko razlika potem, ko priješ na faks. Ni takšnega mentorstva, je vse bolj temelji na samoiniciativi. In šele takrat sem se začela zavedati, kaj sem imela v srednji šoli in koliko mi je ta srednja šola dala. In je res izjemno, ker sem se počutila, da smo mi oziroma jaz, ki sem bila edina iz gimnazije Koper, sem videla, da sem dobila že ful izkušenj, že v srednji šoli, lih zaradi profesorjev, ki so se trudili obogatiti program. Ne. In to je nekaj, kar sem jaz v bistvu razumela šele kasneje, ko sem videla ta kontrast. Ne. Tudi recimo, ne vem, te klasični predmeti, kot so likovna teorija in umetnostna zgodovina, jaz praktično se nisem rabila učiti prvi letnik in pol, nič novega, ne. Ker smo vse že nekako... vse že obvladala. Mislim obvladala, ja, pač sem poznala, ne. Tako da res kapo dol mojim profesorjem. Zaupala si mi tudi, da si se v bistvu v tistih časih srečevala z imposter sindromom, v bistvu sindromom prevaranta. A nam lahko kaj več poveš o tej izkušnji, ki mislim, da jo danes doživljajo mnogi mladi? Najprej seveda se tega nisem se zavedala, da je to sindrom prevaranta. Ne. Zdaj tako, jaz sem nekako že v osnovni šoli sem bila najboljša v risanju, ne. In pol na srednji sem bila tudi zelo uspešna in pol kar naenkrat ne prideš na faks, ki so vsi isto dobro kot ti, pač isto dobri kot ti ali pa celo še boljši, ne. In je bil ta pritisk vedno večji, ne. In v bistvu meni takrat koncept ni bil jasen, da če nekaj ne znaš takoj zdaj iz nule narisati, da je to ok, da se lahko pač vedno naučiš novih tehnik in zaznave prostora, upodabljanje prostora in tako naprej. In zato, ker nisem bila instantno dobra v nečemu, sem takoj obupala. In to lahko velja za dosti stvari, ne samo za kreativo, ne. In potem mi je to dalo ta občutek, da nisem dovolj dobra, sem zgrešila poklic, joj, ne. In veliko nekih negativnih občutkov in me je to v bistvu potem ustavilo za kar ene par let, da potem sploh nisem ustvarjala nič. Ne. Prav tako si imela v bistvu kreativno pavzo. Kreativni blok, ko se reče. Ja. In kako si se potem iz tega nekako ven izvlekla? Ja, še vedno me je nekako ta umetnost ni šla ven iz mojega življenja, ni hotela iti ven, ne. Je vztrajala, hvala Bogu.
In sem potem nekako korak za korakom, počasi in previdno začela poskušati različne stvari. Ampak to govorimo o letih in letih. Potem tudi, ko sem bila že malo starejša, malo več izkušenj, pa po tujini, kar bomo tudi potem malo omenili. Več izkušenj, ko imaš, več ljudi, ko poznaš, ki ima vsak svoje probleme, svoje težave. Potem nekako sem začela tudi jaz delati na sebi, poskušati samo sebe razumeti in iz kje izhaja ta blokada umetniška. In potem nekako sem prišla ven. Super. Pa bi potem, ko si prišla ven, rekla, da si zgradila nek tak svoj umetniški slog, ali tega nekako še danes iščeš? Ja, sigurno ga še zdaj iščem in sem tudi zagovornica tega, da je v bistvu slog nekako ni cilj, ampak je, mislim, smisel je iskanje, igranje se s podobami, biti kreativen za voljo kreativnosti. Uživati v tem, ko se ustvarja, tudi če rezultat mogoče ni 100%, ampak če uživaš v ustvarjanju, je pol to namen. In slog pride potem samo od sebe ven. In jaz rada eksperimentiram, rada poskušam nove tehnike, nove podobe, nove kombinacije podob in mi je trenutno to večji smisel kot iskanje nekega specifičnega sloga. In mi je všeč, uživam v tem. In dosti časa nisem, tako da mi to res ful pomeni. Pa to je ful krasno slišati, res. Ampak še vedno se pa med tvojimi, dajmo reči, kreacijami nekako pojavljajo živali, a ne? To je nek tak motiv, ki se mi zdi ves čas pri tebi prisoten. Ja, v bistvu živali me spremljajo že odkar sem bila mičkena, ki sem risala po steni s flomastrom, pač me je mama dala spat, pa je prišla čez 3 ure v sobo, je bila cela stena porisana z modrim flomastrom. Je bila vesela mama, da je mogla beliti. Zelo. In v bistvu potem, ker je videla, da mi paše biti ustvarjalna, mi je kupila eno tako korak za korakom, kot nek delovni zvezek, kako se nariše ovčko, kako se nariše kužka, tako zelo s preprostimi oblikami. In se mi zdi, da od takrat je šlo samo gor. Super, v bistvu to si rabila, a ne? Hvala, mama. Omenila si, da si že prej, da si en del svojega življenja preživela tudi v tujini. Če se ne motim, si bila in na Portugalskem in v Nemčiji. Ja. Nam lahko kaj več poveš o teh izkušnjah? Torej, prej ki sem omenjala to moje obdobje, ki je bilo nekreativno, to sem v bistvu tako iskala, ker jaz po faksu, torej sem zaključila ilustracijo na akademiji in se nisem bila prepričana, če hočem v tej smeri delati, tako da sem se malček sem se iskala na začetku. In pol, kar je pomenilo, da sem bila en cajt tudi brezposelna. In takrat je prišel ta projekt, ki me je peljal v Nemčijo 2 meseca. Torej, to je bila nacionalna shema mobilnosti. Zdaj sem videla preimenovano v iniciativa Alma, nekaj takega, ne me vzeti za besedo. Ki je v bistvu tako, je projekt od Zavoda za zaposlovanje. Traja 6 mesecev, 2 meseca smo hodili na predavanje v Ljubljano, 2 meseca v Nemčiji in 2 meseca spet v Ljubljani. In je v bistvu iniciativa za lažje zaposlovanje, za pridobivanje izkušenj. In sem takrat v bistvu prvič delala v firmi, oglaševalski firmi. In sem se takrat ful naučila teh oblikovalskih programov. Sem mislila, da že nekaj znam, sem prišla tam, sem videla, da ne znam nič. Odlična izkušnja. Ne, super, res. Jaz sem se ful naučila in sem ful odnesla od tega. V bistvu to je priložnost za vse mlade, mogoče, ki se znajdejo na eni taki točki, ali pa bi se radi bolj razvijali, to se mi zdi super. Ja, in ta projekt je odličen, ker je do 35. leta, ker dosti teh mladinskih projektov je samo do 30. Še to, evo, super. Če kogarkoli zanima, naj si pogleda na Zavodu za zaposlovanje. Ja. Preko enega drugega projekta si šla pa tudi na Portugalsko, ne? Ja, to je bilo v bistvu potem lih 1 leto in pol kasneje.
Torej, ta je bil takrat še poimenovan EVS, torej European Voluntary Service. Zdaj je, če se ne motim, poimenovano na Evropska solidarnostna enota. Ima več imen, tako da ne obupati, ne, če ga takoj ne najdete. Ja, tako, ja. Ima pa to tle na obali. Lahko, mislim, ima vse informacije, torej tale Pina v Kopru, če ne pa agencija Movit, se mi zdi, da je, se najde na vse podatke. Ok, vsekakor preveriti pri Pini, ker mislim, da imajo še druge zelo zanimive projekte in iniciative, za mlade. EVS oziroma SE, SC traja lahko do 1 leta, je za mlade do 30. In imam, mislim, so pogodbe z različnimi državami, z različnimi, ne vem, centri, z različnimi službami, no, tako za reči. Je pa bolj socialno usmerjeno, ne toliko, kako bi rekla? Poslovno, misliš? Ne toliko poslovno, tako je. Glede na to, da si izkusila tuje življenje v tujini, pa v malo večjih mestih, te ni nič zamikalo, da bi tam ostala? Kako to, da si se vrnila v Izolo? Ja, zanimivo, ne. Jaz sem v bistvu na Portugalsko potem, tako ko sem prišla, po 3 mesecih je začel COVID. Veliko v tem obdobju si bila. Ja, in baje, da Lizbona res ni bila podobna sama sebi v tistem času. Tako da je bila bolj ta cela moja izkušnja zasenčena s to izkušnjo covida in karantene in sem potem v bistvu prav rada se vrnila domov. No. Tako sem prav začutila, da ja, to je bil en tak zaključen del, zdaj pa je cajt za domov. Ne. Super. Če lahko samo še nekaj dodam, ja, prosti, sem se spomnila. Tudi v Nemčiji in tudi na Portugalskem sem v bistvu razmišljala o tem življenju v tujini in v bistvu ugotovila, da biti razumljen, ker tako Nemci kot Portugalci niso lih najbolj veseli uporabljati angleščino. Vse nekaj sem se probala naučiti, ampak je drugače, ne, ona pristna komunikacija nikoli ne more priti ven, ne. In sem v bistvu nekaj razumela, ne, da biti razumljen je zelo podcenjena praksa, da to tako reči. In na koncu koncev v tujini si vedno tujec, ne, si vedno priseljenec. In je drugače, ljudje te gledajo drugače. Ne. Nisi doma. Ja. Mislim, je pa lepa izkušnja, no, definitivno vsem bi rekla, da je zelo pomemben del življenja, ker te spremeni, ne? Vidiš druge kulture, spoznaš različne ljudi iz vseh možnih držav. Ti odpre obzorje. Zelo. In to na koncu mi je tudi zelo pomagalo pri moji kreativnosti. Ne? Super. Lepo. Zdajle eno pavzico si ti lahko vzameš, lahko spiješ malo vode, zato ker je čas, da predstavimo, kje se v bistvu mi danes nahajamo, a ne? Tega še nisva povedali. Kako ti je všeč, tle, kjer sva, če ne? Zelo, zelo domačno, zelo prijetno, ja. Ok. Danes smo namreč v apartmajih Medani, v Kortah, ki pa ne pripoveduje le zgodbe o počitnicah, ampak tudi v bistvu o novem življenjskem poglavju. Lastnika sta namreč dolga leta živela v Ljubljani, a jo je srce vedno znova vleklo k morju. Prav s tem razlogom sta kupila staro hišo v zaselku Medoši, ki sta jo v celoti prenovila. Skorajda od temeljev naprej, ampak ves čas sta pa pri tem skrbno ohranjala duh stare istrske hiše in pa njene topline. Ko sta ugotovila, da je sama hiša prevelika za njuno družino, sta se odločila poskusiti z apartmaji. Danes pravite, da je ta izkušnja prav pisana na kožo. Apartmaji Medani trenutno v bistvu obsegajo 2 udobna apartmaja, ki sta primerna za do 4 osebe. Gostom nudijo pristno domače bivanje, od dobrodošlice z domačim oljčnim oljem, vinom in svežimi jajci, pa do osebnega sprejema in lokalnih priporočil. V praksi pri njih prevladujejo pari in pa športno aktivni gostje. Po prvi uspešni sezoni, ki se je začela julija lani, pa sta se lastnika odločila, v bistvu prodala hišo v Ljubljani in se za stalno preselila na primorsko podeželje, kjer načrtujeta še naprej
razvijati svojo turistično dejavnost. Tako da, če si želite oddiha v miru, ob oljkah in z domačo toplino, vam toplo priporočamo obisk apartmaja v Medani. Res, da so odprti le slabo leto, a ocena 9,9 na Bookingu nikakor ni za manj. Res so mi všeč teli apartmaji, to je tako zelo sodobno opremljeni, da ne govorimo o bazenu s tem razgledom na istrsko gričevje. Tudi ti, Žana, si malo vpeta v turizem na nek način. Pri vas doma imate tudi apartmaja, ne? Ja, tako, to je v bistvu bolj projekt od moje mame. Ima na čelu te apartmaje zdaj že več kot 20, če ne že 30 let. Imamo pri nas doma na Baredih in ja, sem nekako s tem že od malega nekako v kontaktu z različnimi ljudmi, z različnimi kulturami na koncu koncev tudi. In je, ne vem, tu je to kot neka taka zanimiva izkušnja, včasih naporna, ampak načeloma, ko se povežeš z kakšnimi turisti, je lahko zelo lepa izkušnja tudi, no. Ja, definitivno. Mogoče za tiste, ki ne vejo, Žana, ti si doma v bistvu iz Baredov, to je ena vasica nad Izolo, a ne, z prečudovitimi razgledi na mesto in na morje. Si tudi tam doma v bistvu od nekdaj? Tako, ja, jaz sem bila, sem bila rojena v to hišo, no, tako bom rekla. Moji starši so jo zgradili lih pred mojim rojstvom in pa sem prišla jaz. Tako, I'm home. Zelo lepo. Žana, videli smo se pa v bistvu spoznale, po mojem, zdaj že slabi 2 leti nazaj. Si namreč sodelovala na enem projektu oblikovanja izolskega mrča, s tem mislim recimo tale krasna majčka, ki jo imam na sebi, pa tudi vrečkice so bile narejene z različnimi izolskimi motivi. Kako ti je bilo sodelovati pri tem projektu? To je bilo odlična izkušnja, res. Pa ne samo zato, ker govorim s tabo zdaj, ampak dejansko. Kot prvo zato, ker je na temo Izole in mi je veliko pomenilo. In v bistvu tako, no, jaz, ko sem slišala kaj je nekako cilj tega projekta, sem takoj dobila ideje, da bi šla pač en dan po Izoli, pa našla neke take skrite kotičke, neke take trenutke, ki me spominjajo mogoče na moje otroštvo, ko sem z nono hodila po Izoli, ki me je peljala, ne vem, v glasbeno šolo ali nekaj. In sem bila bolj fascinirana s tistim kamnitim levom na kotu ene palače. On je bil moj friend. In ja, no, v glavnem pač sem šla po Izoli in sem posnela par fotografij, po katerih sem potem izdelala ta končna dela, s tem, da sem jim pač dodala moje teksture in moje barve, da jih naredim tako kot neko zaključeno celoto. No. Ja, moram reči, da vsi motivi so res zelo čudoviti. Če bi si kdo želel kupiti te lepe majčke ali pa vrečkice, so na voljo na Ticu v Izoli ali pa tudi v spletni trgovini na strani Visit Izola. Omenila si pa tudi tega leva. Lev je v bistvu na pročelju Podestatove palače, ki se trenutno obnavlja in bo v prihodnje v bistvu tudi odprta za obiskovalce. V njej se bojo pa odvijali različni kulturni dogodki. No, tako da mogoče, ena priložnost za razstavo vnaprej. Odlično, ko me čakam. Kakšne projekte imaš sicer rada? Take, ki ti dopuščajo več svobode ali take, ki so bolj specifični, bolj naročniški, dajmo reči? Definitivno več svobode. In en tak lep primer tega je v bistvu delati za glasbenike, torej naslovnice za albume, njihov merch, torej majčke, vrečice, ne vem, značke, karkoli pač potrebujejo. Ker nekako mi je to delati na temo glasbe in dobiti inspiracijo iz glasbe same. Mi odvedno, mislim, tako, mi ful leži, mi je blizu. In v bistvu to je en tak projekt, ki tudi naročnik sam nekako ne pričakuje, ampak želi, da jaz dam svoj vtis, nekako svoj podpis. Pečat, tako, hvala. To besedo sem iskala.
In ja, tašni projekti so mi prav narejeni zame. Delam sicer tudi za take bolj, da ne bom koga užalila, suhoparne projekte, grafično oblikovalske, ampak tudi to je, mi paše včasih delati, ker tle je pa, ko bi rekla, nekako manj kreative, manj razmišljanja, če lahko tako se izrazim, no pač nič slabega mišljeno, ampak so prav tako pomembni in uživam tudi v temu, no. Tako da mora biti, kot se poznam do zdaj, nekako iščem to razmerje pol enega, pol drugega, da se ne prekurim. Ja, pa da je še vedno vse malo razgibano, raznoliko, a ne? Glih zaradi tega, ja, ker če bi delala samo eno, bi mi bilo preveč dolg čas, če bi bilo drugo, bi pa nekako se mi zdi preveč od mene zahtevalo, te kreative. In mislim, kreativnost je zame, tako razmišljam, kot baterija, ne. Mora počivati nekaj cajta, je treba nafilati, da lahko pol, ne, ker je res, ne, ker hodim po robu tega burnouta že 2 leti, če ne še več. Ja, današnji čas nas hitro do tam pripelje, se mi zdi, z toliko možnostmi, načini, kako si ga zapolniti in čim več zafilati. Še posebej, ko imaš sindrom prevaranta, ki hočeš narediti čim več, zato da si dokažeš, ne, da znaš in da si vreden. Ja. Sodelovali si pa tudi pri enem zanimivem projektu Inktober, a ne? Ja. Nam mogoče poveš malo več, zakaj gre v bistvu pri tem projektu, na kakšen način si sodelovala? Mislim, zdaj to tako, Inktober je dostopen vsem, vsak lahko sodeluje. Lahko si profesionalec, lahko si amater, lahko si prvič prijel svinčnik v roke, ni problem. To deluje tako, da je v bistvu torej stran na socialnih omrežjih, na Instagramu, ki se kliče Inktober, in vsako leto oktobra oni ustvarijo seznam besed, na katere potem vsak dan ti vzameš to eno besedo, narišeš nekaj, kar te inspirira s to besedo, lahko dobesedno, lahko idejno, kakorkoli, narišeš in potem deliš na socialne medije, Instagram, Facebook, karkoli pač uporabljaš. In v bistvu s tem gradiš nekako na prepoznavnosti, ker to te pol pač pošlje, ne, hashtag. A je velik ta community? Je bil včasih malo večji. Zadnja leta imajo neke težave pa z copyright. Aha, okej. Ne vem točno, ne me vzeti za besedo, ampak kar sem hotela reči na to, da v bistvu meni Inktober mi je bila zelo dobra vaja, ker sem se, ko sem se nekako želela prisiliti nazaj, da začnem ustvarjati bolj redno, je to genialna rešitev bila, ker dobiš besede, kar naenkrat si omejen, zbereš si eno tehniko, pa mislim, jaz sem si izbrala eno tehniko, zato da sem se še bolj omejila, ker je potem tako lažje, ne, ker pač največji strah, ne, kreativci imamo pred praznim listom papirja. Tako da se postaviti v neke okvirje je ponavadi zelo dobra stvar, ne, čeprav mogoče kontraindiktorno. Tako da ja, to mi je bila taka dobra vaja in ja, kaj je zdaj že 4. leto, ki sem sodelovala pri tem projektu. Ja. Super. In je iz tega tudi dosti razstav sem imela, ne, s temi izdelki. Tudi svoj merch sem tiskala s temi deli, ne, tako da kar zanimivo, no. Kako se vidiš danes kot ustvarjalka, recimo v primerjavi z nekimi tvojimi začetki? Začetki, ko bi rekla, zdaj, ko se spomnim, ko sem bila majhna, sem risala zelo neomejujoče, če je to beseda. Ja, nisi se z ničemer omejevala. Tako, ja, brez nobenih zadržkov in mi je bilo super. Prav tako, ko mora biti ustvarjanje za voljo ustvarjanja, zato ker je zanimivo in zabavno in mi je fajn. Pol me je to ustavilo, kot sem ti že prej malo omenjala. In pol zdaj nekako prihajam ven iz tega in se mi zdi, da sem res naredila ful korakov v to smer. Ene par dobrih knjig mi je pomagalo na tem področju. Recimo lahko omenim
ne vem sicer, kako je prevod, če je sploh prevedeno Kaj pove v slovenčno, angleščini? The Artist's Way od Julie Cameron. Veliko dobrih revijev sem slišala za to knjigo, nisem je še končala, ampak to je kot nek tak delovni zvezek, ki ti daje nekaj tako navodil, kaj moraš delati za to, da gojiš to kreativnost. In v bistvu že prve par korakov, ki jih delam že stalno, že skoraj več kot 1 leto, že to mi je pomagalo, da se v bistvu razvijam v tej smeri in jo priporočam za vse kreativce, ne glede na to, ali je to vizualna umetnost ali to ples, glasba, karkoli, res je fajn. Ok, zapisano, zabeleženo, dano na seznam. Ja. Kaj ti pa danes v življenju najbolj pomeni? Pa tako čisto na splošno, ne nujno samo v smislu kreativnosti, umetnosti. Ja, jaz mislim, da velik del mene je v bistvu tako moja neka osebna rast. To mi je ful pomembno. Neka introspekcija, razumeti sama sebe in v bistvu biti, ko bi rekla, nekako najboljša verzija sebe, oziroma boljša kot recimo včeraj. Ne. To je en tako malo notranji del, drugače pa starejša, ko sem vedno večji, je ta realnost o minljivosti, ne. Tako da čas z mojo družino in s prijatelji in z kužki in z mačkami to rada delam, no, potem v prostem času. Ja, pač to sem zadnje leto, mislim, da res začela ceniti to oziroma mu dajati pomembnost, da ja, si je treba vzeti čas. Ja, se je res zelo lepo. Če ne bi bila, misliš, da je ilustratorka in ustvarjalka, kaj misliš, da bi bila, katera bi še bila možna tvoja življenjska pot? Jaz mislim, da bi šla v psihoterapijo. Zanimivo. Ja, ker me tako v bistvu nekako človeška narava me ful zanima, pa odnosi. In to nekako spoznavam tudi zdaj v svojem prostem času. Ne. Berem dosti knjig oziroma pač poslušam te audiobooke. In tudi v bistvu iz tega bazena znanja jemljem potem tudi inspiracijo za moje kreativno delo, kar mi je super in prav uživam v tem. In več ko zvem, bolj mi je fajn, ampak se mi ne mudi. Sem si vzela to kot, to je nekaj, kar bom lahko celo življenje spoznavala in ne, kot bi rekla moja nona, celo življenje se učimo. Ne. Super, ful zanimivo. Čakaj, kaj sem ti hotela še vprašati, zdajle, preden greva na neko bolj zanimivo pot, ki je zate presenečenje in je že ne poznaš. Ne, povej nam pred tem še, kakšni so kakšni načrti za bližnjo prihodnost, se obeta kakšna razstava, ne vem. V bistvu trenutno nimam nobenih konkretnih planov, ampak definitivno še kaj se bo zgodilo. Mislim, da bolj na koncu leta. Zdaj sem rekla, da se bom malček bolj posvetila moji v bistvu službi, kjer sem redno zaposlena, v kateri zelo uživam in smo super ekipa in je prav, sem tako vesela, da sem v bistvu prišla v takšno situacijo. To je pa res lepo slišati, danes, da je nekdo tako zadovoljen s svojo službo. Če lahko povem eno tako anekdoto oziroma resnično zgodbo. V bistvu, ko sem menjala službo in dobila to leto novo, mi je šef rekel, da ima, ko sem prišla prvi dan, da ima občutek, ne da sem nova, ampak da sem bila na enem dolgem dopustu in da sem zdaj nazaj. Kako lepo. A ni to izjemno? Kot da si bila odvedno že tam. Ja, tako je. Zelo lepo. In to je bilo res, prisežem. Ful lepo, res. Ne, danes je to res lepo slišati, ker se mi zdi, da se vsi vedno samo pritožujemo nad službami. Tako da res, super. Ja, sem prav srečna. Upam, da bo še dolgo ostala del te ekipe, in da se boste še naprej imeli tako radi. Tako, ja. Prej si že omenila, da imaš tudi zelo rada glasbo in mi smo iz enega vira izvedeli, da zbiraš tudi vinilke.
Aha, A je to res? ja. Prav tako pa, da imaš zelo rada sobne rastline. Je res? Ja. Okay, zdaj imamo en tak mini zabaven kviz zate. Okay. In boš glede na ime mogla ugotoviti, ali je to naslov plošče ali gre za sobno rastlino. Okay. Okay? Ajde, da vidimo, če si res taka poznavalka. Ja, dajmo videti, ker nisem poznavalka vse glasbe, ne, to je treba povedati. A kakšno glasbo pa preferiraš? Kaj ti je najbolj všeč? Tako, generalno rečeno rock, bolj v tej smeri, rock iz 60-ih, imam precej vinilk, 60-ta, 70-ta, tudi od mojih staršev, stare. Indie alternativ, tudi kakšen metal, bolj v teh vodah, no, tako da zdaj me ful zanima, kam bomo šli zdaj. Zdaj bo malo ene klasike, ampak bomo videli. Jaz mislim, da boš po mojem vse zadela. Če ne, se bom pa sramotila, pač, kaj pa naj. Tašna je realnost. Tako je življenje, tudi sramotiti se moramo gledati. Tako. Ok, prva. Rubber Soul. Rubber Soul. Yes. To ne zveni kot roža, to je po moje bolj naslov. Tako, odgovor je pravilen, mogoče veš, album, čigav? Ne. Okay. To je eden od albumov skupine The Beatles. Oh, wow. Okay. To bi skoraj da mogla vedeti, čeprav oni so bolj pop. Ja, to je res. Ja. Mislim, tudi jaz nisem tega vedela. Okay. No. Hvala, ki si to povedala, da se ne počutim tako slabo. Druga, Alocasia poli. Ja, to je rožica. To veš, ali imaš doma? Ne. Okay. Sam tako da povem, jaz imam v svojem prostoru, tam, ki lahko imam rože, jih imam zelo, zelo malo, ker je malo slaba svetloba in je potem rajši si ne kupim nove rastline, če ji ne morem ponuditi pravega okolja, da bo pač lahko živela. Okay. Kaj pa wildflower? To lahko zveni kot oboje. In odgovor je pravilen. Je, ne? Bravo! Se mi je zdelo, ja. Res je, to je tudi album skupine The Avalanches iz Avstralije. Aha, teh pa ne poznam. To so bolj, mislim, da v elektronskem moodu. Kaj pa Calathea orbifolia? To je tudi rožica. Jo imaš? Ne. Ok, nimam pojma, kako izgleda. Kaj pa Plantazija? Wow, to pa zveni tudi kot da bi lahko bilo oboje, ampak bom rekla, da je roža. Ampak tudi to je oboje. Tako da v bistvu iz prve si imela prav. Poglej to, nič se nisi osramotila, v bistvu si vse zadela. Odlično. Vsaka čast, bravo. Super. Jej. Ok, preden zaključiva se sam še malo vrniva k Izoli. Če bi v bistvu lahko Izolo naslikala z eno samo podobo, Točno, ja. Kako bi jo naslikala? Sem razmišljala o tem in v bistvu imam tašne podobe so mi prišle naprej, da v bistvu jaz doživljam Izolo tako kot neko počitniško mestece, ne? Turistično, ki zaživi v poletju in so one hude vročine. In je tako, bolj kot neka razmišljam o kakšni sceni pri nekem kosilu ali pa večerji ob morski hrani, seveda, ne. In je zraven morje, kakšna barčica, ne vem, sončni zahod lahko ali pa sonce, če je kosilo. In ja, polno kamna, ne vem, kakšne školjke, tako bolj. Diši po morju in Ja, po prav dobri ono hrani. sol, ne, prav tista sol v zraku, ki pride poleti, ne. Kjer je pa recimo tvoj najljubši kotiček v Izoli, kje se ti najraje zadržuješ v mestnem delu, mislim v mestu? Zelo rada grem na sprehod, v bistvu tam čez center mimo svetilnika pa potem nazaj. To mi je zelo, zelo prijetno, je tudi tak lep krog za narediti, ne, tam po Marini. Prav tako kotiček, ne vem, če ga imam. Dostikrat pa gremo z mojimi frendi v My Pew barček, ja. ki je tam pod stadionom, ki je tudi zelo prijetno mesto. Tudi polno vinilk,
Tako da Res je, ja. super zame in zelo lepo za se usesti zunaj in tudi noterno, tako da Ja, res priporočam. prijeten lokal, če še Tako. niste bili, definitivno tudi jaz priporočam obisk. Kako pa vidiš kulturno sceno v Izoli? Ja, tako, no, pač tiste zadeve, ki so zelo pohvalne in sem zelo vesela videti vedno, ko se kakšen kulturni projekt odvija. Bi pa res rekla, da je premalo tega, oziroma mislim, vse Izola je tako majhno, ne, jaz bi prej rekla, dajmo to razširiti na celo obalo, recimo, ne. Slovensko Istro celotno? Ali pa tako, ja, ker trenutno je center nekako še vedno Ljubljana, ne, pa se vse tam odvija. Večina, ne vem, nekih predavanj, delavnic, kar bi jaz z veseljem šla poslušati, ampak ne, mi mogoče služba ne dovoljuje, pa mislim, 1 ura vožnje tam in nazaj, malo zahtevno. Tako da, če bi se kaj dogajalo bliže, ne, da bi bilo ali v Kopru ali pa v Izoli ali pa ne, pač tle na obali, bi bilo super. Imaš ti kakšno konkretno idejo, kaj bi ti konkretno naredila, da izboljšaš? Mislim, jaz sem zdaj že nekaj cajta razmišljala, da bi bilo ful dobro imeti eno tako skupino kreativcev, kot neko, ne vem, društvo ali pa ne vem, kakšno obliko bi dala, ampak tako kot neko mesto, kjer bi lahko različni kreativci se srečevali, spoznavali, ne vem, izmenjevali ideje, izkušnje, mogoče, ne vem, da če bi bilo možnost, da bi kakšen ta večji printer imeli, da bi se lahko kaj pač sprintalo ali pa, ne vem, kakšne take večje stvari, ki se jih posameznik ponavadi ne odloči si kupiti, ne. To bi bilo super. In ja, da bi, ne vem, kakšna, kot nek center, da bi lahko kakšne predavatelje gostili ali pa kaj takega, ne. Ker se mi zdi, ne vem, jaz ko sem bila, mislim, iskreno jaz skoraj da ne poznam nobenega drugega kreativca iz obale, mislim, tako zelo malo, no, in eno tako mesto bi nas bolj povezalo. Efektivno povezalo, ja. Ja, ker kar nekaj kreativcev dejansko je na obali ali pa so iz obale, pa mogoče bolj delujejo v Ljubljani, ampak bi to bila priložnost, da se nekako Recimo, bolj povežemo med sabo. Ja. Ok, Žana, najlepša hvala. Mogoče še prej zaključiva, omenili smo že prej, imaš svojo spletno stran, imaš Instagram, je še kakšen kanal, kjer ti lahko ljudje sledijo? Najbolj aktivna sem na tem, oziroma pač Facebook, ampak ja, pač vse te povezave so itak na spletni strani. Najbolj aktivna sem pa na Instagramu. Ok, torej Instagram. Instagram. Hvala ti, Žana, res še enkrat. Vas pa vse lepo povabim, da obiščete Tic in čim prej kupite kakšno super lepo majčko ali pa vrečkico, ali pa si jo lahko naročite tudi online preko spletne trgovine visitizola.com. Če želite slišati še več takih zgodb, se naročite na podcast Šepet Izole na Spotifyju, Apple podcastu ali pa na vaši najljubši platformi. Ne pozabite pustiti tudi ocene in seveda epizode deliti s prijatelji. Za konec pa še tole. Tale podcast je sofinanciran strani Turističnega združenja Izola in sredstvi javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2025. Hvala, da ste bili z nami, se slišimo v naslednji epizodi.